Zdaj, ker se tukaj nahajamo, to je vas Butajnova, ta hiša, ki je bila med drugo svetovno vojno porušena zaradi meje, se reče pri Malovrh. Tudi Malovrh se pišejo. Tukaj je potekala meja in čez ta hrib v drugo dolino, kjer so tudi porušili hišo zaradi meje in je bilo lepo v času, ko je mama pekla kruh. In med tem časom so, ki je pekla kruh, ko so oni bajto prišli rušiti, je pobrala mendergo, to se reče, to je posoda za izdelavo testa, in je popokala to, da je odnesla, da so vsaj lahko potem še kruh drugje spekli. To ni naša hiša, ki se je porušila. Ta hiša je tudi sosedova, pa nas se tudi Malovrh pišemo, ampak nismo nič v sorodu s tem. To je druga veja Malovrhov. Kam so pa oni šli, ko so jim hišo porušili? Oni so šli v Lučine. V Lučine, tam, kjer je bila mama, kako je pa že nije bilo, mama doma, Johana, doma so tam začasno živeli, potem so pa tukaj napravili zraven te hiše, ki so zdaj na novo po vojni naredili, to staro obnovili, ki se je postavili na iste temelje, je bila baraka in so živeli v leseni baraki. Smo še vedno v vasi Butajnova, v kraju Roženija, to je po domači, to se reče prav, tudi na zemljevidu je označena kot Roženija, to je moja rojstna hiša. Ne ta sicer nova tukaj, ki je, ampak ena zadaj še vedno stoji. No in tukaj je potekala ta meja, italijansko-nemška meja, potem v hribu iz planine proti Ricvonu in za robom, čez Malovrha, Malovrhovo hišo, tako kot sem že prej omenil, dol na Medvedomalnem in proti Pohovem Gradcu ob robu. Cerkev, ki jo gledamo zdaj, tu je planina, cerkev Svetega Andreja, planina nad Horjulom. A so po vojni bili še kakšni ostanki? Ja, bili. Mi smo imeli ogromnega orožja, min, bomb, ni da ni. Tudi eno nedeljo se je zgodilo to, da je brat moj našel eno pešadijsko mino in je razstavljal na vrtu, med sosedovo je našel med Loričkom in Rožancem, pa nas se reče po doma Rožanc. Med Loričkom in Rožancem na vrtu smo sedeli, okrog njega brat je pa to mino razdiral s kleščem in čakamo, vsi gledamo noter, kaj je noter, da vidimo. No, kaj je bilo? Noter je bilo en kup enih kugalc, 3 kapselčki, krzit, tako da sreča, da se je tako končalo. Brez pokaj, česarkoli.